Lepo pozdravljeni v podjetniški oddaji Maribora. Nova sezona prinaša nove, pozitivne gospodarske zgodbe. Od uspešnih podjetij, start-upov, zanimivih sogovornikov do davčno-računovodskih nasvetov. V podjetjih se od svojega nastanka in rastjo velikokrat srečajo, da presežejo same sebe. In potem je potrebna reorganizacija. Prav z njo in svetovanjem podjetjem se ukvarja strateg, raziskovalec, razvijalec inovativnih poslovnih modelov, mentor, svetovalec, trener, ustanovitelj sistemov strategij rasti, ki v reorganizaciji podjetij pravi. Ja, danes se tehnologija in pa trendi in pa informacije tako hitro širijo, da se podjetja morajo bolj kot kadarkoli prilagajati trgu in pa seveda svojim kupcem. In bistvo je reorganizacija, odgovor na vprašanje, kako se torej boljše prilagajati trgu in pa svojim kupcem, katere koristi jim ponuditi. Katere so tista ključna področja reorganizacije? Ključna področja reorganizacije so v bistvu tri področja delovanja, in sicer je treba delovati na produktu, to se pravi, treba je skozi iskati nove načine, dodajati vrednost produktom in iskati isto korist za kupca, to se pravi, iskreno reševati probleme kupcev. Druga stvar je, da je treba razvijati svoj trg, to se pravi, treba je navdušiti svoje kupce. In pa tretja stvar je, da je treba delati na svoji ekipi, torej na notranji organizaciji v bistvu in procesih podjetja. Kaj pa je nepogrešljivo za uspeh podjetij? Ja, nepogrešljivo je v bistvu, da podjetja naredijo svojo strategijo, in drugo, kar je zelo pomembno, je, da to strategijo tudi dosledno izvajajo. Ni namreč dovolj, če imaš samo eno strategijo, nekatera podjetja imajo celo dve strategiji nastopa na trgu, ampak to ni dovolj danes. Treba imeti cel sistem strategij, da smo uspešni. Poleg tega jih je pa seveda tudi treba znati zelo dobro izvajati. Nekako se mi zdi, da se pri podjetjih velikokrat dogaja, da ustanovijo jih, rastejo, pozabijo pa torej na samo reorganizacijo podjetja. Je potem znajo ali ne znajo, ali se utapljajo torej v lastnem podjetju? Ja, v bistvu ste kar dobro iztočnico dali. Dejansko je to, kar jaz ugotavljam pri delu z podjetji, ko jim pomagam pri reorganizaciji in pri povečanju prodaje in dobička, da mala podjetja recimo začnejo ponavadi v garaži kot enoosebna firma in potem jih firma ponavadi preraste, zato ker se enostavno ne vzamejo časa ali pa enostavno nimajo časa, gasijo požare v bistvu, ker so tisti dnevni operativi in se ne vzamejo časa, da bi se strateško lotili zadev, da bi pogledali širše in se prilagodili temu trgu in kupcem, ki jih imajo. To so recimo mala podjetja. Je tudi to problem, da nimajo svojih resursov, torej znanja z tega področja? Ja, seveda tudi znanja in izkušnje manjkajo, ampak večinoma nekako ne zmorejo. Nekateri celo vejo, kaj bi naj naredili, ampak imajo dejansko samo mogoče en del tega znanja. Mi pa govorimo o sistemih. Danes ti moraš imeti cel sistem strategij nastopa na trgu in na vseh tistih treh področjih moraš delovati. Ekipa, trg in pa seveda produkt. Vi ste strokovnjak z tega področja, kako se pa pravzaprav podjetja, če smemo nekaj iztočnic dati torej na svetu, kako se lotijo reorganizacije? Ja, reorganizacije se pač treba lotiti sistematično, to je prvo, in je treba delati na svojem poslovnem modelu. Zdaj tukaj so, nekateri mislijo, da je treba tu ne vem koliko imeti denarja, kapitala in ne vem časa, da se to naredi, pa to sploh ni res. Dejansko je treba se lotiti poslovnega modela na osnovi vitkega inoviranja in danes so inovacije tiste, ki pomagajo podjetjem torej vzpostaviti te sisteme strategij in pa da rastejo, to se pravi, da začnejo tudi izvajati te zadeve. Zdaj pa o inovacijah ne govorimo o izumih. Mi govorimo o inovacijah na področju spet produkta, na področju kako pristopiti k trgu in pa na področju vodenja ekip, organizacije same. Rečemo lahko, da dobro si je nekoga najeti, ki to pozna, če nimamo svojih resursov. Ja, dejansko, to ne velja samo za velika podjetja, ki so to že ugotovila, da je pomoč zunanjega strokovnjaka dobrodošla, ampak tudi mala podjetja se vedno bolj tega zavedajo. Še sploh pa recimo, jaz dosti sodelujem tudi z start-upi
in ti inventoriram in z njimi delam in dejansko ugotavljajo, da z nami pač hitreje in pa vse učinkoviteje pridejo do rezultatov. To se pravi večje prodaje, več uspeha, več dobička in tako naprej. V Limbužu so nedavno odprli nov kompetenčni center za recikliranje plastičnih materialov. Gre za mednarodno navezo. V podjetju Interseroh Plastics Research and Development bodo izvajali raziskave za nemško skupino Alba. V novem centru so zaposlili tudi doktorante Univerze v Mariboru. Špela Žerjal. Odslej bodo strokovnjaki v Limbuškem centru raziskovali možnosti, kako iz odpadne plastike izdelati kakovostne, uporabne izdelke. Tako želijo narediti še en korak naprej v viziji prihodnosti brez odpadkov. Mi sledimo v bistvu materialu skozi celotni življenjski cikel. To pomeni, ker material postane odpad, je za nas surovinski vir, mi ga zberemo, sortiramo, zmlejemo, predelamo in naš produkt je granulat, iz katerega potem proizvajamo nove izdelke in proizvode za trg, za specifično po želji kupcev. Z drugimi besedami to pomeni, da smo mi v stanju tisto, kar ste vi včeraj vrgli stran, spremeniti v visoko kvaliteten material. Med ogledom ob otvoritvi kompetenčnega centra smo izvedeli, da denimo iz jogurtnih lončkov pridelajo izdelke za avtomobilsko industrijo. Iz tega granulata nastajajo izdelki za transport, iz tega granulata nastajajo nove v bistvu plastične embalaže, iz tega materijala nastajajo tudi produkti za neposredno rabo. Potem, tako kot je gospod Švajcer omenil, recimo ti tako imenovana pisala za stabilo, ki so bila še včeraj umazani zamaški od Coca-Cole. Uradno sta novi kompetenčni center s prerezom traku odprla predsednik uprave skupine Alba Aksel Švajcer in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki je tako izkazala podporo oplemenitenju znanja. Tudi zato, da se to znanje, ki je pridobljeno v Sloveniji, povezuje s tujim znanjem in širi tudi na globalne trge. In dokaz so ti produkti, kakor tudi seveda tudi celoten laboratorij in postavitev, ki je bila danes tudi vsem nam prvič predstavljena in prepričana sem, da bo uspešno delovala. Osebno ste zelo navdušeni. Nad čim najbolj? Kaj ste si najbolj zapomnili? Moram reči, da kar cel procesni del, še posebej špagete, kot se temu reče, zakaj to je v resnici en poseben način tudi predstavljanja mladim, pravzaprav vsem nam, da je treba ozavestiti, kaj pomeni trajnost okolja, kaj pomeni seveda odnos do okolja, kaj pomeni tudi uporaba vseh izdelkov, ki jih vsakodnevno pravzaprav ljudje kot posamezniki v resnici trošimo. Investicija v kompetenčni center, ki zajema 5 sodobno opremljenih laboratorijev, je znašala približno 1 milijon evrov. Predsednik uprave Švajcer je pojasnil, da so za lokacijo sedeža izbrali Limbuško industrijsko cono zaradi strateške lege ter možnosti sodelovanja z lokalnimi univerzami. Vsi naši novo zaposleni doktoranti so doktoranti Univerze v Mariboru. Smo pa imeli tudi kandidate iz tujine, ampak ti so se izkazali pravzaprav za najboljše kvalificirane. To je točno to, kar vedno pravim, da moramo izobraževati našo mladino za to, da bo delala v znanstveno-raziskovalnem področju, v industriji, ker na koncu koncev, če bomo mladino učili samo za to, da bo dobro izobražena, pol bo pa šla preko meje. Smo sicer pokazali, da smo zelo uspešni in kvalitetni v izobraževanju, ampak za našo skupnost nismo pa naredili nič. V kompetenčnem centru naj bi zaenkrat delali 4 visoko izobraženi strokovnjaki. Med uspešnimi podjetji je tudi računovodski servis MDS Jovanovič Javornik, ki se ukvarja med drugim z računovodstvom in davčnim svetovanjem. Leta 2011 so bili razglašeni za najračunovodsko podjetje Slovenije, tudi leto kasneje so bili v finalu tekmovanja. Imajo 5 sodelavcev, uspešno pa zaradi kvalitete delujejo že 18 let. In če bi se nekomu računovodstvo zdelo suhoparno, pa Sabina Jovanovič pravi, da v njem uživa. Računovodstvo je bila moja želja že iz osnovne šole v bistvu naprej. Tako da sploh nisem imela težave pri izbiri poklica, na katero šolo se vpisati. Pravzaprav mi je to bilo enostavno. Je pa v današnjih časih težko biti, bom rekel, v računovodstvu pa davčnem svetovanju glede na zakonodajo, ki se spreminja
bom rekel, skoraj mesečno, če karikiram. Dnevno skoraj dane se spreminja zakonodaja, ne. Tako da je potrebno kar precej napora oziroma truda, da v bistvu ostaneš v tem poslu noter, ne. Kaj podjetniki, ki z vami sodelujo, najbolj cenijo? Zakaj z vami? Ja, najbolj cenijo to, da so v bistvu, da smo ažurni, v bistvu, da smo korektni, da imamo urejene papirje, da jih obveščamo sproti, če je kaj narobe, ne. Je pa tudi od v bistvu samih strank odvisno, kako prinašajo dokumentacijo, da potem smo lahko tako ažurni pa točni. Ko govoriva o samem podjetju, ne, koliko 4-5 sodelavcev, treba je biti direktorica tudi, ne, torej podjetja, ne samo torej v programih za računovodstvo in davčno svetovanje. Kakšnega načina se pri vas poslužujete? V bistvu vodenje je kar zahtevna zadeva, ne. Učili smo se zdaj skoraj 18 let, odkar že naše podjetje obstaja. Ja, bom rekla, da sproti se učimo o vseh zadevah, ne. Sproti se hodimo tudi na kakšne seminarje, sproti v bistvu poiščemo kakšne novosti. In tudi kot direktorica jih probam pač čim bolj uveljavljati tudi v podjetju samem, ne. Nekaj, kaj mi je bilo zanimivo, ko sem iskal, bom rekel, uspešna podjetja, da ste bili najračunovodski servis v letu 2011 tudi v finale leta 2012, torej na ravni države. Kako to, bom rekel, da tako mali računovodski servis tako daleč seže z svojimi kvalitetnimi storitvami verjetno? Ja. V bistvu je bilo vloženega veliko truda, da smo tako daleč v bistvu tudi prišli. Ne vem, to je prišlo tako čisto spontano. Sem se odločila v bistvu, da se v bistvu prijavim za najračunovodski servis in to je potekalo za mene pravzaprav spontano. Je to pravzaprav tale naziv, je naziv ta, kaj pol vam je čisto osebno pomenil? Glede na to, da ste ustanovili? Meni ogromno, ne, ker sem ogromno truda tudi vložila, da smo tako daleč sploh prišli, ne, in jaz sem v bistvu bila zelo vesela, da smo ta naziv tudi pridobili. In dalje potem tudi grem naprej, ne. Kje se pravzaprav vidite čez nekaj let? Je to kar nadaljevanje? Ja. V bistvu jaz se vidim do penzije v tem poslu, ne. Upam, da mi bo uspelo. Kaj pa, ko sva prej omenila tako rekoč to dnevno spreminjanje zakonodaje, ne? Kaj je narobe v tej državi, da spreminjamo mesečno pravila, zakone z področja davkarije, z področja računovodstva? Kaj bi vi svetovali? Kaj vas recimo vi kot podjetnico moti? Ja, motijo me že te spremembe, ki so dnevne, ne, oziroma ki se zelo dosti spreminja, ampak vidim, da v bistvu v samem poslu so potrebne spremembe, ne, ne moreš zaspati na teh zadevah, moreš iti naprej, moreš spreminjati zadeve, ne, in dejansko je pa res, da bi morali biti neka konstanta vsaj v nekem določenem času, ne. Ko govoriva o računovodskih servisih, se vam ne zdi, da, če karikiram spet, ne, da kupijo se računalniški program za računovodstvo in se gredo računovodstva? Ker v bistvu ni samo vnašanje v program, ne. Najbolj se zakomplicira potem, da imaš uspešne tudi salda konte, kar pomeni, da imaš usklajene kartice z strankami, da stranke točno vejo, kaj so dolžne, kaj so njihove, kdo njim dolguje, to je zelo pomembno. In tukaj same napake potem raziskovati so malo težavne, ne? In tu je potem tisti bistvo pravega računovodja. V čem najdete osebno izziv v številkah? Kaj je tisto? Da vas žene v, bom rekel, za mene mogoče osebno suhoparna zadeva, pa verjetno sploh ni, ne? Ne, saj niso v bistvu samo številke, ne. V bistvu je vse skupaj povezano, ne. Od številčenja, od same prevzem dokumentacije, od iskanja, jaz bom rekla, cvetk, ki jih potem moraš reševati. To je v bistvu tisti izziv, ki mene pritegne. Ne samo suhoparno delo. Hvala lepa za pogovor. Hvala, tudi vam.
Med uspešna podjetja lahko štejemo tudi podjetje Varovanje iz Maribora, ki se ukvarja s fizičnim in tehničnim varovanjem. Ustanovljeni so bili lani poleti, ko so imeli 3 zaposlene, danes jih imajo že 24. Varovanje ni lahek posel, je pa potreben. Ja, varovanje, tako kot fizično, kot tehnično varovanje, je vedno bolj potreba vsakodnevna. In tako kot vsak drug posel, tudi varovanje ni danes enostavno v tem podjetniškem okolju, v katerem se razvijajo podjetja, ni najbolj stimulativno. Kolikor vem, dobro leto delujete, pa ste iz 3 zaposlenih prišli na današnjih 24. Tudi v javnosti veliko pozitivnih kritik na račun vašega podjetja. V čem se razlikujete od ostalih tovrstnih podjetij? Predvsem se trudimo razlikovati v 2 stvarih. V kvaliteti opravljenega dela in pa v odnosu do zaposlenih. To je tista naša prednost, na kateri gradimo. V bistvu vse skupaj jemljemo kot neko družinsko podjetje. Vsi dihamo za vsemi. In naša strategija tega razvoja se je do zdaj pokazala v tem letu, da smo zrastli do 24 zaposlenih, kot bi rekel pozitivna in pa tista uspešna. Zato se tudi na trgu vedno več slišijo o nas in prihajajo pozitivne kritike. Je delo z ljudmi težko? Kakšno ste si vi izbrali smernice za delo z zaposlenimi? Definitivno vsak človek ima svoj karakter in kot takšnega ga je treba sprejeti. Vsekakor se je pa treba držati nekega določenega reda, nekih določenih smernic pri vsem tem skupaj. Zato imamo tudi nek širok spekter vprašanj že ob prvem razgovoru za zaposlitev. In tukaj že naredimo neko selekcijo, s katero se mi potem, bi rekel, usmerimo v to, koga bomo sploh sprejeli v našo sredino. Kaj pa področje zakonodaje? Ste zadovoljni s področjem zakonodaje? Zna naša država to področje urediti tako, kot je potrebno, ali bi še kaj bilo potrebno? Vsekakor, v vsakem zakonu se najde neke določene pomanjkljivosti. Načeloma je zakonodaja prilično dobro postavljena, vendar bi si osebno želel, da varnostniki postanejo uradne osebe, kar v tem trenutku niso. S tem bi pridobili malo več pooblastil, sedaj lahko izvajamo ukrepe. Ljudje bi rekli, zakaj je to potrebno? To je potrebno predvsem zaradi vzpostavljanja avtoritete na varovanem območju. Kajti velikokrat je zdaj varnostnik morda nespoštovan dovolj in pa tudi ljudje, ki prihajajo na določene recimo javne prireditve, se ne zavedajo, kakšno vlogo in pa funkcijo vse opravlja varnostnik. Varnostnik je na varovanem območju tako rekoč skoraj kot policaj. Kajti zasebno varovanje izvaja primarne policijske naloge, to je zagotavljanje reda na varovanem in pa na javnem področju oziroma območju. Ja, če pogledava podjetje, kje se vidite čez 5-10 let v vašem podjetju? Kakšna je vaša vizija? Naša vizija je postati 3. največje oziroma izmed prvih 3 največjih varnostnih podjetij v Sloveniji v roku 10 let. Na kakšen način? Na človeški, na delovni način, predvsem delati na kvaliteti, kajti lahko se pohvalim, da že imamo zelo močno referenco, v kateri je naš naročnik zapisal, da presegamo pričakovan nivo varovanja in da postavljamo nove mejnike v... Moti to konkurenco? Jo je zmotilo? Nekatere moti precej, ampak moram reči, da glede na to, da imamo tak pristop na trgu, kar se tiče pogovora, in pa raznih dogovorov z večino podjetij varnostnih v Sloveniji sodelujemo dobro. Seveda pa z vsemi ne moremo biti kompatibilni, zato smo tudi že naleteli na kakšno oviro. Maribor, ponavadi ljudje pravijo, da se tu nič ne da narediti. Vi ste v Mariboru podjetje. Kaj bi dejali tistim, ki samo kritizirajo? Najlažje je kritizirati, najtežje pa se je uživeti v svoje podjetje, ga živeti in delati pozitivno, misliti naprej, kako razvijati podjetje in z ogromno truda se pride daleč. Hvala lepa za pogovor. Enako.
V tokratni rubriki startupov smo obiskali mariborsko podjetje Združba IP ali na kratko ZIP, ki se ukvarja s celostno prisotnostjo podjetij na trgu. Kot pravijo, podjetjem dajejo zgodbo in jim dvigujejo ugled na trgu. Delujejo od marca 2015, imajo pa 9 sodelavcev. No, v čisti osnovi je nastala potreba po zaposlitvi. V bistvu iskal sem neko nišo, kjer sem dober in programiranje je definitivno to, zato smo z kolegico Matejo Ranjek se odločila, da bomo začela izdelovati spletne strani. Sicer oba dva smo bila zelo neizkušena na tem terenu, ampak zakaj pa ne, no, na vse zadnje. S časoma smo začela pridobivati ugled, smo lahko začela neke reference kazati, kar je v bistvu bil najtežji del, pridobiti neke reference. Ampak potem je iz preprostih spletnih strani se izkazalo, da pa to pa ni to. Treba je razširiti ponudbo. In ljudje, ki so dobili spletno stran, niso imeli prometa, niso prodajali, naprimer, ne. Zato smo se v bistvu mogli odločiti razširiti ponudbo in zdaj smo ustvarili novo, tako imenovano celostno spletno prezenco podjetja. Začetki so bili taki v bistvu, da sta se Mateja Pogrebov, kot je rekel, združila skupaj, delala spletne strani pa to. Čisti začetek je bil pa na Demoli, ne? Kjer se kot skupina študentov so se odločili, da bojo naredili borzo, kjer bojo povezovali podjetje, univerze pa študente, ne? Da si lažje dobivajo prakse pa te stvari, če imam prav, ne? In iz tega se je v bistvu ustvarilo društvo, iz društva pa potem v podjetništvo, ne? Kjer sta, kot je že sam povedal Gregor, delala spletne strani pa celostno grafično podobo, ne? Zdaj pa tako je, ne, pač vemo, da to je zdaj trenutno osnova na trgu, ne? Potrebujejo podjetje v bistvu veliko več kot samo to, ne? Potrebujejo to, da so vidne, da so slišne pa da so organizirane, ne? Začetek je bil zelo naporen. V bistvu v okviru Demole smo sicer nekaj minimalnih uvodnih financ prejeli, ampak v glavnem od začetka smo se sami financirali. Namreč vse obstaja veliko skladov, sofinanciranje in tako naprej, ampak glavni problem teh je, ker ali moraš biti že zaposlen v podjetju, ali moraš že biti 1 leto na trgu. In v bistvu, ja, je dosti možnosti se prijaviti, ampak šele zdaj smo imeli pravo možnost, da smo se prijavili na en razpis, ki smo ga tudi zdaj dobili, da bomo le lahko zdaj začeli zares zaštartali z podjetjem. Definitivno s trdno voljo pa, za tem, da verjamem v to, kar delamo, ne. Brez tega preprosto pa žans na trgu ne gre vera vase, ne. Srečujemo tek, da pač v bistvu, ko prije do nekega izziva, se usedemo dol, pogovorimo in iščemo rešitve, ne. Ne ustavimo se, ne gledamo luft, pa ne sekiramo se za tega, ker pač zdaj nekaj prišlo, ne. Logično je v bistvu, da v vsakem podjetništvu pač so izzivi, so prepreke, ne. Definitivno največja prepreka, kako pridobivati finance, ne, recimo, ne. Je pa tudi en od izzivov to, da imamo oba drugačen način delovanja, delamo po organski strukturi in to, da ljudi se navadijo dejansko te organske strukture, to je tudi izziv, ne, s katerim se srečujem, ker so vsi navajeni hierarhije, ne, ki je pa pri nas ni, ne. Tako da, v bistvu to bi izpostavila kot neka dva ključna problema. Drugače pa ne, jaz ne bi rekla, da imamo sploh probleme, no, imamo izzive, ki jih sproti rešujemo. Definitivno daleč stran od tukaj. V bistvu naš cilj je seveda prodreti na svetovni trg, imamo tako storitev, ki nam to omogoča. Sicer še nekaj logističnih ovir za to, naprimer treba je bolj jezike obvladati, treba imeti nekaj reprezentancov v tujini, vendar smo zelo pozitivni, da imamo lahko veliko uspeha, posebej na svetovnem trgu. Ja, v bistvu to svetovni trg, ne, imamo celotno strategijo nareto, ne, tukaj v zadnjih, v bistvu začeti počasi na lokalni ravni, potem na evropskem trgu, potem pa na svetovnem trgu, ne. Kot je rekel, imamo dejansko tako storitev, ki nam to omogoča, da lahko tudi delamo dejansko nadaljavo, ne. Da ni treba, da se zdaj selimo iz države v državo, ampak lahko tudi nadaljavo pomagamo podjetjem, da rastejo in pomagamo vsem, da rastemo, ne. Nasvidenje do prihodnjič, ko bomo z vami z novimi zgodbami in tudi rubriko računovodskega ter davčnega svetovanja za podjetja.
Bodite kreativni in inovativni.